Naprimer, ena izmed lekcij, ki sem jo skozi vsa ta potovanja doživela, pa se mi vedno znova in znova ponavlja, je ta, da na koncu ugotoviš, da povsod na svetu živijo na nek način, ki je za njih poseben in stvari delujejo. Da je v bistvu gora ena sama, vrh je en sam, poti gor je pa neskončno. Oni bi najbrž to razložili tako, da jaz hodim v službo, skrbim za to, da se imajo vsi ostali ful dobro in da so stvari narejene. Zame je uspeh nekaj zelo osebnega. Jaz sem ga vedno do zdaj vezala na svoje lastno mnenje pa občutke noter. Torej, če jaz nekaj naredim in dam 100% od sebe, dam celo sebe noter, se maksimalno potrudim, ne glede na končni rezultat, se jaz počutim, da sem dosegla uspeh. Prvo kot prvo potrpežljivosti, ker to je bila zame, se mi zdi, da do zdaj ena izmed večjih lekcij. Ker ti posadiš seme, na koncu nekaj vzklije. Res je, da ne takoj, treba je malo počakati, treba je zalivati, treba je imeti neke ugodne pogoje, ampak včasih ne rabiš hiteti, ne rabiš ful neke akcije. Tako, to je prva stvar. Druga stvar so določene naravne zakonitosti, ki veljajo povsod v družbenih organizacijah, v družini, na svetu, in teh zakonitosti se pač ne da premagati. Predvsem želim puščati svoj pečat pri mladih, ker se mi zdi, da so oni naša prihodnost. Tudi z leti pa življenjskimi izkušnjami mogoče se zmanjša ta radovednost, jaz pa hočem, da to otroško radovednost in navdušenje nad svetom ohranijo. Jaz zaenkrat jo še imam in ja, hočem to prinesti na mlade. Ker se čutim del te čudovite matere zemlje in se tako tudi obnašam. Nina, ki ni v službi, je en vesel, otrok pa ven energije. Po mojem bi me tako opisali. Jaz sem skoraj ziher nekje zunaj, v naravi. Nekaj aktivnega počnem, ali visim iz drevesa, ali sem na konju, ali smučam, ali učim jogo, ali surfam. Nekje aktivno v gibanju z velikim nasmehom na ustih. To sem jaz. Največ sem se naučila iz moje izkušnje v Nepalu. Tja sem šla v bistvu kot del humanitarne ekipe iz celega sveta, ker smo gradili neke solarne sisteme. In tam sem se naučila, da ne rabim veliko v življenju, da v bistvu manj, ko imaš, manj rabiš, da pa cenim vsako stvar, ki jo potem tudi imam. Tjaša, glede na to, da govoriš veliko različnih jezikov, mene zanima, kaj si rečeš in v katerem jeziku, ko imaš slab dan ali pa ti nekaj ne gre po planu.